Dunaj velja za eno izmed najbolj zelenih mest na svetu, kljub temu pa so lahko poletni meseci v avstrijski prestolnici precej vroči, zato se oblasti trudijo še izboljšati kakovost življenja. V projektu Dunajska podnebna ekipa so tako izbrali 20 idej, ki so jih prispevali tudi prebivalci. Dunajska podnebna ekipa, projekt mesta Dunaj, v katerem so zbrali kar 1100 okoljskih pobud prebivalcev. V spomladanskih mesecih je življenje v mestu še znosno, poleti pa se temperature krepko dvignejo. Vroči dnevi, ko je temperatura višja od 30 stopinj Celzija, so se od leta 1960 podvojili. Projekt Dunajska podnebna ekipa za zdaj teče v 3 dunajskih okrožjih. Zanj so letno namenili okoli 6 milijonov evrov. Wichtig ist, dass wir wirklich nach allen Möglichkeiten gefragt haben, um Klimaschutz zu verbessern oder die Stadt besser an das heißer werdende Klima anzupassen. Und da kommt ganz viel raus von Energieprojekten über das Begrünen von der Stadt, Bildungsprojekten, Reparieren und vieles mehr. Also es ist beispielsweise ein Reparaturcafé rausgekommen, ein Wurmhotel, Fassadenbegrünungen, die Begrünung und Veränderung von Plätzen, auch die Verkehrsberuhigung von Plätzen. Pristojne službe naj bi vseh 19 projektov izpeljale do konca prihodnjega leta. Do leta 2040 bodo na Dunaju poskušali doseči ogljično nevtralnost. V prihodnjih 7 letih bodo v obnovljive vire energije vložili 1,2 milijardi evrov. V bližini sežigalnice odpadkov so zgradili največjo sončno elektrarno v Avstriji, izkoriščajo tudi vetrno energijo. Das größte Teilprojekt ist Raus aus Gas. Wir wollen in wenigen Jahren, nämlich bis 2040 in Wien, nur mehr klimafreundlich heizen. Das heißt, raus mit allen Gasthermen. Ölheizungen gibt es schon fast keine, aber Gasthermen gibt es fast 600.000 in Wien. Za ozelenitev fasade lahko vsak prebivalec prejme do 5200 evrov. Podnebnim spremembam prilagajajo tudi ulice. Taka ulica je Ciglergasse. Posadili so 24 dreves, postavili dodatna mesta za kolesarje, naredili so zelene otočke za starejše. Na tak način gradijo tudi nove soseske, denimo sosesko imenovano Novi Dunaj. Do leta 2026 bodo zgradili 10.000 stanovanj. Gre za sosesko s parki, zelenimi fasadami, urbanimi vrtovi, kolesarskimi potmi in omejeno vožnjo z avtomobili. Dunaj je znan tudi po številnih parkih. Gestern waren wir auf dem Kahlenberg. Also das ist auch sehr grün, ja. Aber hier in der Stadt, also das ist besser als die meisten Städte, würde ich sagen. Letna vozovnica za izredno dostopen javni promet prebivalce stane 365 evrov. Zato je kar 430.000 gospodinjstev brez avtomobila. Toliko v prvem dnevniku.